Ja, recimo jaz verjamem v neke tri točke, na katerih v bistvu vedno gradim potem neke te zgodbe, ki morajo konkretno reševati nek problem blagovne znamke, naročnika in tako dalje in na trgu upravljati neko funkcijo, ne, se pravi ali ga prodajati ali ga komunicirati na tak in drugačen način, ne. In to so v bistvu, prva je, da moraš natančno vedeti, komu komuniciraš, se pravi, kdo je tista zelo očiščena tvoja ciljna skupina, ne, žrtvovati idejo, da nagovarjaš vse, ne, ker jih ne moreš. Ko enkrat veš, koga nagovarjaš, v bistvu poznaš tudi kanale, kako priti do njih. Druga je v bistvu en moment, kjer ti ustvariš neko platformo, da tvoja zgodba postane njihova zgodba, se pravi jim pomagati preiti iz vloge poslušalcev v pripovedovalce te zgodbe, se pravi, da tvojo zgodbo daš njim v uporabo, da ostane po svoji formi v bistvu nedotaknjena, ampak da jo lahko aplicirajo na sebe. Se pravi, takrat postanejo tvoji ambasadori, ker vsak lažje oziroma raje pripoveduje neko zgodbo, katere del je, ne ki jo samo slišal, ne. Tretja pa je v bistvu eno tako vodilo nasploh v življenju, je pa iskrenost in avtentičnost, ne. To pa je v bistvu ful močen moment v zgodbah in v brandingih in tako dalje. Vemo, kaj se je zgodilo zdaj v Volkswagenu in tako dalje in še marsikomu. Če si iskren, če igraš na politiko iskrenosti, se nimaš česa bati, ne, in tudi če si slabši, pa si iskreno to povedal, te bodo imeli raje, kot če si se lagal nekomu, ne, in tudi nekaj od njih potem zahteval, ne.